Dober dan, spoštovani gledalci. Sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Veseli me, da je danes z nami predsednik četrtne skupnosti Trnovo, Žiga Oven. Ja. Moje prvo vprašanje bi bilo, kakšna je vaša ocena povezanosti med vašim prebivalstvom, vašo lokalno skupnostjo pa vašim četrtnim svetom? Zdaj, ko smo začeli z delom, sem opazil, da dosti ljudi sploh ne ve, da obstajamo, da smo tukaj, da smo zaradi njih tukaj. Tako da smo v bistvu to problematiko začeli reševati. Vsako leto izdamo zloženko, kjer predstavimo naše programe, kaj smo naredili, kaj bomo naredili, vse naše dogodke, kjer vabimo ljudi. In zraven smo nekako komponirali še, da ljudje vejo, da smo tukaj, en napis smo dali, naš naslov, naše kontaktne podatke in da vejo, da se ljudje lahko obrnejo k nam. V naši četrtni skupnosti nekje približno 17,000 prebivalcev, tako da ta zloženka je šla v 6,500 gospodinjstev. Zdaj, v zadnjem času smo pa tudi se angažirali na Facebooku, ker se mi zdi, da je tudi dosti ljudi tam prisotnih. Tam smo v enem letu ali pa letu pa pol, smo nekako dobili 1000 sledilcev, zdaj pa gremo še naprej, želim si, da bi prišel vsaj na številko 5000. Imamo pa tudi ciljano tole, se pravi sledenje, da nam nekako iz našega območja ljudje sledijo na Facebooku, tako da dejansko so prebivalci naše četrtne skupnosti. In tam gor tudi veliko objavljamo dogodke, kaj bomo naredili, kaj tudi ljudje lahko z nami komunicirajo preko tega kanala, nam povejo, kaj želijo, kakšne izboljšave, tudi kakšne pohvale in tako. Ja, se pravi, pod vprašanje je pa, kako bi povezavo izboljšali, vi že delate na tem? Lahko bi mogoče še kakšne druge kanale uporabili, da se damo še na Instagram, mogoče Twitter, take stvari, drugače pa da smo prisotni na terenu, da se pogovarjamo z ljudmi in na ta način. Ja. Kako pa ste povezani z mestno občino? Odlično sodelujemo, vedno so nam na voljo, v bistvu je to naša mama, mi smo njena podaljšana roka, tako da sodelovanje je odlično. To ste kot toliko lepo povedali, da vam ne bi mogli. Potem imam pa še eno vprašanje, ki je na mojem zelniku zraslo, to stalno ponavljam, ampak nekako iz moje lastne izkušnje obiskovanja občinskega sveta sem razmišljala o tem, kako bi pa bilo, če bi bili predstavniki oziroma predsedniki četrtnih svetov, župani, občinski svet. Pa sem zdaj že par vaših kolegov to vprašala. Zanimive odgovore dobila, tudi nekateri so vključeni v občinski svet, pa me še ne. Ja, nekaj predsednikov je že vključenih v občinski svet, ampak načeloma imamo mi vse kontakte od vseh ljudi na voljo, ki sodelujejo v mestni občini, tako da kar pa želimo, če želimo sodelovati, če želimo kaj povedati, če želimo kaj vprašati, so nam že te ljudje že tako ali pa tako na voljo. Enkrat mesečno se dobimo, vedno s podžupanom in tam lahko tudi povemo našo problematiko, naše prioritetne naloge. Zdaj se dobivamo tudi z OGDP-jem, ker posebej za ceste pa za take stvari smo na tekočem, tako da tukaj bi rekel, da zelo dobro sodelujemo. Je mogoče kakšna vaša čisto osebna pobuda, kako bi še izboljšali razmere? Sicer je mestna občina tako dobro urejena, ampak vseeno mogoče imate kakšno vašo osebno ali tudi osebne že sproti zmeljete v vašem delovanju? Se pravi izboljšave, ki bi jih naredil v četrtni skupnosti Trnovo. To sem že vse povedal na Molu, tako da oni že vse vejo in delamo na tem. Zdaj čakamo prenovo ceste dveh cesarjev, to je naša prioritetna naloga, kar se bo v prihodnjem letu zgodilo. Drugače pa to najlepša četrtna skupnost. Delamo na tem, da bo še lepša in boljša. Pa še je mogoče karkoli, kar želite? Tukaj smo, če imate kakšne pobude, težave, pohvale, se lahko obrnete na nas, Devinska ulica, pokličite nas, napišite nam na Facebooku, sledite nam na Facebooku, to bi sporočil gledalcem. Hvala, gospod Žiga Oven, hvala gledalci, pa se vidimo v naslednjem intervjuju. Prosim, svidenje.